Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Rokometni klub Vardar je včeraj še drugič postal evropski prvak, česar pa gledalci v Makedoniji po televiziji niso mogli spremljati, ker je vlada premierja Zajeva, ki se je te dni mudil v Sloveniji, blokirala signal. Razlog? Stojanče Stojilovski pravi, da je Makedonec in da je njegova domovina Makedonija. Vi pa ogledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali 3-krat pokopani Karl Erjavec. Zakaj slovenska politika dopušča, da je certificirano politično truplo Karl Erjavec meša štrene? 3-krat pokopani Karl Erjavec se vrača kot Rambo, znova in znova. Zakaj, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, Lucija Šikovec-Ušaj in magister Sebastijan Jeretič. Dobrodošla. Dobro večer. Lucija, Sebastijan, predlagam, da si najprej pogledamo izjavo Karla Erjavca na velenjski televiziji 23. marca 2015, s katero se je v bistvu začela arbitražna afera. Po informacijah, ki jih imam jaz, ki so sicer zelo neformalne, in tudi na podlagi nekih občutkov, ki jih ima naša odvetniška skupina, ki je sestavljena iz najbolj uglednih svetovnih pravnikov za pomorsko pravo, nekako imamo nek optimizem, da bo arbitražno sodišče določilo ta stik Slovenije z odprtim morem. Pritožbe pa ni potem, ne? Ni. Kar bodo odločilo, to bo veljalo. Evo, zdaj smo slišali, ne? Iz ust Karla Erjavca, kar bo arbitražno sodišče odločilo, to bo veljalo, in on je imel marca 2015 nek občutek, da nam dobro kaže. Lucija, Sebastijan, kak občutek ima Karl Erjavec po vašem mnenju danes? Izvoli, Lucija. Ja, po mojem, on še zmeri dober občutek. Še kar, ne? Ja, Jaz ga imam tudi malo na sumo, ja. Da gre vse tako, ko more. Tako. Bi pa rekel, da je taka izjava tudi v enem čist navadnem sodnem postopku, ki se ga greš, povsem neprimerna, in če bi nek odvetnik meni sred igre, torej sred obravnav na televiziji razlagal, kako ima dober občutek in kako ima informacije, da bo zmagal, bi dejansko zadeve prekinila tako in zahtevala izločitev sodišča. Torej, to so stvari, tudi če imaš, v teh močiš, tako da mislim, da je tukaj naredil strateško napako. Čist resno, in tudi, da je bila odločitev tako v škodo Sloveniji, kot je bila, mislim, da je krivda pri Karlu Erjavcu, ker potem, ko se je razkrilo vse to prisluškovanje in so potem arbitri seveda odločali bolj in favorem Hrvaški, da bi prikrili torej resničnost teh izjav in da bi se odkupili nekako za to, tako da mislim, da je dejansko krivda v celoti, torej na njemu in na Sekolcu. In zato bi moral prevzeti odgovornost. Kaj ti praviš, Sebastijan? Jaz mislim, da nima prav dobrega občutka zadnje čase, vidim ga zelo nervoznega, postaja tudi vse bolj nesramen, sicer je že v lanski parlamentarni kampanji bil izjemno agresiven, ampak mislim, da tudi sam čuti, da je pod izjemnim pritiskom in da se sicer impresivna kariera, 15 let minister, počasi nekako bliža koncu. Tako da dejansko ga vidim kot zelo nervoznega, tudi zelo oslabljenega, kar pa seveda ustreza zagotovo predsedniku vlade. Vidimo, da je zaradi tega zelo priden. Tudi to leto ni bil takšen, kot je znal biti v preteklosti, ko je bil vedno zelo glasen, že zaradi tega, ker je bil jeziček na tehtnici in se je lahko privoščil tudi občasno izsiljevanje koalicije. Tokrat pa ga vidim popolnoma v aplavzu, recimo za predsednika vlade. Recimo danes smo videli zanimivo reakcijo, ko je predsednik vlade nekako nakazal, da bi bilo dobro združevanje Alde strank, sta tako Cerar kot Erjavec, ki sta oba na kolenih, to zelo hitro pozdravila. Alenka Bratušek, ki pa se je okrepila tudi po zadnjih evropskih volitvah, pa se je zelo negativno recimo odzvala na to potezo. Tako da jaz mislim, da koaliciji vsekakor ustreza obramba oslabljenega Erjavca, zaradi tega, ker v primeru, da bi Erjavec zapustil
vrh Desusa. Jaz sicer mislim, da bi Desus absolutno ostal še naprej v vladi, ampak bi zagotovo njegov naslednik se moral politično narediti in naredil bi se lahko samo tako, da bi pokazal zobe predsedniku vlade. Ja, predlagam, da si zdaj pogledamo še eno izjavo Karla Erjavca, ki jo je dal po zaslišanjih na Komisiji za nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami. Poglejmo. Jaz upam, da se bo počasi nehalo to laganje strani predsednika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Potem, ko to se razumeti, ali razmišljate morda o kakšnih ukrepih zoper gospoda Tonina? Ja, poglejte, on je notoričen lažnivec. Ne? Če je kdo veleizdajalec, je tisti, ki to zadevo pogreva za neke lastne politične ambicije. Evo, notorični lažnivec in veleizdajalec. Tako je Karl Erjavec imenoval Mateja Tonina, predsednika Nove Slovenije in kar je bolj pomembno, predsednika Komisije za nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami v Sloveniji. Zdaj je to po vajenem mnenju sodi še vedno v polje političnega spopada ali so vendarle to vrstne izjave strani nekoga, ki je hkrati tudi minister za obrambo, neprimerne? Torej, če jaz bi to komentirala, da je Karel Erjavec pozabil, da več ni glavni klovn v tej vladi. Mi imamo profesionalnega klovna in je s tem svojim klovnostvom, ki ga igra, bi rekla, pač udaril mimo. Od njega se več ne moreš preseči profesionalca, hočeš reči. Točno to. Ne. On je zdaj tudi minister za obrambo, težko bo govoril o nekih kantah. Država ni varnostno v taki poziciji, da bi se lahko hecali in očitati nekomu, da je notoričen lažnivec, pri tem pa veš, da je bilo prisluškovanje. Se jaz ne dvomim, da varnostne službe prisluškujejo, se hvala Bogu, za to pa so. Ja. Ampak stvar pa je, da se ti zaščitiš čim bolj in po mojih informacijah je ta zgodba bila še celo bolj tragična, kot je uradna verzija. Tako da bi bilo namenoma plasirano oziroma dobesedno podarjeno Hrvatom torej to prisluškovanje. Ja. Tako da tukaj se mi zdi, da bi Erjavec, če bi ga bilo karkoli še nekega ponosa v njemu, čeprav nikoli ni bil nek sila ponosen človek, bi moral vendarle spakirati in ugotoviti, da teh 15 let, kot je rekel Sebastian, je dovolj in takrat, ko si še nekje vendarle na neki poziciji zapustiš to častno, ne pa da čakaš, da te zbrcajo. No? Ampak Lucija, Karl Erjavec je pravnik po izobrazbi. On bi moral vedeti, da ne smeš človeku reči, da je notorični lažnivec. Še ko je, on je pravnik, pa vsem da pravni stroj na tuj hodnik. Torej, on je malo tisto hitro verzijo prava. Tudi ne se sam pritožbo zaščit, ki telefonira v avto na policijo. Tako da njegove te pravne finte niso pravniške, ampak vse čas zlorablja na nek način svoj položaj in si poskuša izboriti boljše. Torej, čisto take domače, malenkostne, sosedske zadeve na račun tega, da je minister. Neprimerno, bi rekla, nehigienično za nekoga. Sebastian, zdaj, po teh izjavah Erjavca bi človek si mislil ravno obratno od tega, kar on pravi. On pravi, nihče me ni obremenil, nič ni takega, po drugi strani je pa zelo nervozen. Ali smemo verjeti potem tem njegovim izjavam, da ga pričanje Drenikove pred komisijo ni obremenilo in da absolutno ne drži, kar naj bi Drenikova pred komisijo rekla, da je o pogovorih s Sekolcem obveščala vodjo njegovega kabineta Vlasto Vivod in Tomaža Kunstla? No, glavni problem pri komentiranju te teme je ravno to, da je velik del stvari še vedno zaupnih. In zaradi tega se moramo enostavno odločiti, komu bolj verjamemo teh akterjev. Jaz bi sicer do gospoda Erjavca izražal spoštovanje, kot do vsakega politika, ki je 15 let na položajih, ampak ravno ta izjava je eden tistih primerov, ki sem jih imel v mislih, ko sem rekel, da je postal izjemno agresiven, nesramen in tako naprej. Absolutno pa ne morem sprejeti teze, da je razkrivanje dogajanja da danes škodi Sloveniji. Tukaj je treba najprej ločiti. Eno je ugotavljanje politične odgovornosti, drugo so pa morebitne pravne posledice. In današnje razkrivanje, kaj se je takrat dogajalo, ne bo imelo popolnoma nobenih pravnih posledic za Slovenijo, ker je arbitraža zaključena. Bilo je ugotovljeno, da je bila tukaj storjena napaka, ampak ta napaka ni vplivala potem na konec celotnega postopka in zaradi tega vsi tisti, ki probajo zdaj spinati, da
da opozicija škodi državi zaradi tega, ker razkriva tisto dogajanje, nimajo prav. Pravilno je, da se te zadeve raziščejo, predvsem zato, da se ugotovi tudi morebitna subjektivna odgovornost gospoda Erjavca. To, da je objektivno odgovoren, to je nedvomno. In v vsaki zreli demokraciji bi v tistem primeru minister odstopil brez kakršnega koli razmisleka ali iskanja nekih izgovorov. To, kar zdaj komisija počne, je pa ugotavljanje, ali je bil tudi subjektivno odgovoren za tisto početje. In kot jaz razumem, in glede na to, da se lahko zanašamo predvsem na to, kar smo videli recimo na televiziji, gospa Drenik ni v ničemer razbremenila gospoda Erjavca, ampak se je enostavno obranila z molkom, ker smo videli, da na ta vprašanja sploh ni odgovarjala. Opozicija pa je jasno povedala, da je obremenila gospod Vivoda in zaradi tega so jo tudi poklicali na zaslišanje. Zdaj pa drugi spin, ki se te dni vrti, je pa tudi ta, da naj bi opozicija zlorabljala položaj v tej komisiji, ker ima večino, da bi delovala mimo zakona, kar pa spet ne drži, ker ta komisija ima tako pristojnost ožjega nadzora, ki je res samo tehnične narave, ali so izpolnjeni vsi papiri za neko recimo prisluškovanje ali kaj podobnega, hkrati ima pa seveda tudi širše pravice do vsebinskega nadzora, kar tudi v tem primeru počne. Tako da vsi tej spini, s katerimi skušajo sedaj in gospod Erjavec in drugi koalicijski partnerji obrniti krivdo nekako na opozicijo, enostavno ne držijo. In jaz mislim, da je dobro, da se ta zgodba dokončno razišče zaradi tega, da bomo začeli vsaj, če ne zdaj, čez desetletja v Sloveniji ugotavljati tudi odgovornost za tiste nosilce funkcij, ki naredijo take napake, kot je bila storjena v tem postopku. Ja, zdaj, Lucija, te izjave, se pravi in koalicijskih poslancev, Han, Jurša in tako naprej, in Erjavca o zadevah, v kateri se razpravlja na zaprtih sejah, na tajnih sejah Komisije za nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami, preden komisija izda končno poročilo, kaj nam to pove? To nam pove, da smo, kako bi rekel, fluidna družba. Torej, jaz sem že pred leti izvedela, kako je ta zadeva potekala, pa nisem na nobeni poziciji. Ja. In zvedela sem, tako rekoč bi rekla, dobesedno iz prve roke ali pa iz druge. No. V bistvu je zadnji izvedel Marjan Šarec, predsednik vlade, ne? Sigurno, on je na Pop TV-ju izvedel zdaj par mesecev nazaj. Ja. Ampak, mislim, samo dejstvo, da ne smemo pozabiti, kdo je Sekolca pripeljal. Sekolca je pripeljal Danilo Türk. Ona dva sta bila skupaj v Združenih narodih. Za Danila Türka vemo, da je bil službe državne varnosti, enako tudi Sekolec. Ko imaš ti takšnega... Ampak oprosti, Lucija, te ljudje bi pa mogli vedeti, po kakem telefonu se lahko pogovarjajo, pa po kakem ne. Brez skrbi, saj so vedeli. Zato je ta catch tukaj. Ne? Torej, jaz sem prepričana, da je Sekolec zelo dobro vedel, za kaj gre. Mislim pa, da Drenikova ni vedela. Ne? In tudi to, da je stisnil rep med noge in je šel, in človeka ni, pri tem, da je pobral velik honorar, se mi zdi, da je dovolj značilno oziroma dovolj kaže obremenjujoče na njega. Vsekakor pa ne smemo, kot rečeno, pozabiti, kdo ga je pripeljal. Nihče zanj v Sloveniji vse ni slišal, mogoče nekaj ljudi. On ni imel nek SP za arbitraže na Dunaju. Kot rečeno, imam kolegico, ki ga išče, ker bi rada njegovo travnik kupila, pa ga ne dobi. Bi bil Ernest Petrič po tvoje boljša izbira? Sigurno. Marsikdo bi bil boljša izbira, vsekakor pa Ernest Petrič je mogoče ta trenutek v Sloveniji edini mednarodno, bi rekla, tako podkovan, da bi to speljal brez dvoma bolje in bolje za Slovenijo in brez kakršnekoli šlamastike, kot se je zdaj zgodila. Tako da to šlamastiko si lahko pripišemo kar sami sebi, ne moramo Hrvatom učiti, če so prisluškovali, niti najmanj ne. Oni so delali svoje delo, pričakovala bi, da so Slovenci njim prisluškovali. Ne vem, če so, očitno ne. Naši torej niso opravili svojega dela in kar tukaj se lahko mirno posipamo s pepelom. Če lahko nekaj dodam, takrat smo bili seveda vsi prepričani, da je Sova katastrofalno oddelala svoje delo. Če ne drugega, smo lahko ugotovili v tem procesu, da je Sova povsem korektno in strokovno svoje naredila in da je spodletelo Ministrstvo za zunanje zadeve, ki ni poslušalo navodil in
priporočil Sove, kako zaščititi komunikacijo v tem primeru. Ne. Tako da takrat smo bili vsi prepričani, da tudi zaradi stavke in klavrnega stanja v obveščevalnih službah je bila tudi Sova kriva za tisto dogajanje. Vsaj prva ugotovitev, mislim, da lahko drži, da je Sova svoje opravila in da politika in državni aparat ni sledil njihovim navodilom. In Sebastian, če bi ti kdo rekel, da je gospa Drenikova dobila celo navodila, da mora govoriti po telefonu, kaj bi na to odgovoril? To je pa nekaj povsem drugega. Se pravim, zagotovo ne od Sove, če jih je dobila iz političnih krogov. Ne? To verjetno zdaj komisija ugotavlja. Preveč blata je letelo recimo na agente Sove. Premalo se je pa takrat tudi javnost osredotočila, če ne drugega, na nesporno objektivno odgovornost vlade in ministra. Danes pa je treba dejansko ugotoviti, ali je res to, kar si zdaj rekla Lucija, torej ali je tudi subjektivna odgovornost. In še enkrat, nič od tega ne bo škodilo Sloveniji, ker nič od tega ne bo vplivalo na sam postopek, ki je bil zaključen, ampak bo pa lahko dobrodelno delovalo v prihodnjih letih za razvoj slovenske demokracije. Bomo počakali na zaslišanje, na končno poročilo komisije, ampak do takrat si bomo vzeli en krajši premor, po katerem se vrnemo in nadaljujemo s komentiranjem trikrat pokopanega Karla Erjavca. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in Sebastian Jeretič. Preden pa nadaljujemo s komentiranjem trikrat pokopanega Karla Erjavca, bi vam radi pokazali pravilno fotografijo iz uvoda oddaje. Namreč makedonski rokometaš Stojanče Stojilovski, igralec Vardarja, je izjavil: "Jaz sem Makedonec, moja očetnjava je Makedonija." In zaradi tega, ker noče več igrati rokometa za makedonsko reprezentanco, v Makedoniji po volji vlade Zorana Zajeva, ki ga v Sloveniji vsi vidijo kot nosilca evropske poti Makedonije, včeraj na televiziji niso mogli gledati finala rokometne lige prvakov, ampak so to morali početi kot v kakšni totalitarni državi preko različnih prenosov po internetu. Tako, zdaj pa gremo nazaj na našega Karla Erjavca oziroma Ramba, ki se vrača kot Rambo. Vsakič, ko misliš, da je konec z njim, se vrne kot Feniks iz pepela. Lucija, Sebastian, Karl Erjavec je imel že dve veliki aferi v svoji karieri. Prva je bila Patria, druga je bila arbitraža, no zdaj tretjo pa si je tako rekoč zakuhal sam, ta je tudi najbolj sveža. Namreč gre za razrešitev poveljnika sil Slovenske vojske Miha Škrbinca. Če osvežimo spomin gledalkam in gledalcem, načelnica generalštaba je bila po informacijah, ki so prišle v javnost, govorimo o Alenki Ermenc, ki jo je predlagal Karl Erjavec in jo je potrdila vlada Marjana Šarca. Predsednik republike Borut Pahor pa je dal na to svoj blagoslov ex post, tako rekoč, ko je bil že postavljen pred dejstvo. Skratka, Alenko Ermenc je bila hospitalizirana v psihiatrični bolnišnici, saj take informacije so prišle v javnost, in potem je Karl Erjavec ukazal obveščevalno-varnostni službi Ministrstva za obrambo, da preveri, kako so te informacije prišle v javnost. Sumil je Miho Škrbinca, načelnika sil, OVS teh sumov ni mogel potrditi, ampak vseeno sta Ermenčeva in Erjavec Škrbinca razrešila, hkrati pa sta najprej iskala razloge za to razrešitev v smislu, da je Škrbinc streljal na Počku po noči, pa tega ne bi smel, kar se je kasneje izkazalo za laž, toliko o notoričnih lažnivcih. In pa Karl Erjavec je celo govoril javno, da ali bo vojska naslednjič streljala po Postojni. Evo, se opravičujem za mal daljši uvod, ampak toliko, da obnovimo čtivo. Kaj vidva pravita na to, kaj se dogaja v Slovenski vojski? Imata občutek, da ima civilni poveljnik, se pravi Karl Erjavec, nadzor nad vojsko slovensko, in ali ima povsem skupaj načelnica generalštaba Alenka Ermenc še zaupanje vojakov? Torej, če smem jaz začeti, Karl Erjavec ne razume, da ni poveljnik oziroma da ni načelnik generalštaba Slovenske vojske, ampak da je obrambni minister. Tudi Rambo ni v resnici.
Mislim, se obnaša tako, ampak ni, ne? Če smo iskreni. Mislim, tle je on je upravni organ, ne? Mislim, rečva temu uradnika. Dajmo zdaj pravniško povedati. On v bistvu daje usmeritve generalštabu. Tako je. Ne Škrbincu. Vojska, zdaj jaz sem precej že dobro podučena v slovenskem uravnanju v zakonu o obrambi, ker sem imela kar nekaj strank o tem. Tako da vojska deluje po principu subordinacije. Torej neposredno nadrejen ti daje naloge in zadolžitve in ti potem to daješ naprej. Ni, da bi se preskakovalo. In to, kar dela Erjavec, se umešava v delo gospoda Mihe Škrbinca in preskoči Ermenčevo, in se takoj spravi na njega, je že ena izmed stvari, ki je ne bi smel početi. Če smo zdaj lahko konkretni, Lucija, če Alenka Ermenc, načelnica generalštaba, pride k Mihi Škrbincu, poveljniku sil, in mu reče, streljamo na Počku 10 noči zapored. Potem pa pride Karl Erjavec pa reče, kršil si moja navodila, ki so bila izrečena na kolegiju, na katerem te sicer ni bilo in nimamo tega zapisanega, ampak jaz sem jasno rekel, da se na Počku po noči ne strelja, kar je sicer kontra pač tudi pravilniku in tako naprej. Kdo je zdaj tukaj v prekršku? Erjavec, ki neposredno Mihi Škrbincu očita, da ga ni poslušal, ali Miha Škrbinc? Ne, torej Ermenčeva in absolutno gospod Erjavec. Torej, poglej, streljanje na Počku je del vaje, ki jo je podpisalo vlada Republike Slovenije z vlado Združenih držav Amerike. Vojska Slovenije ni streljala 120 mm karkoli že, ampak je bila to vojska Združenih držav Amerike. Te vaje so vnaprej... Ja, smo se tako dogovorili, ne? Tako je, te vaje so vnaprej dogovorjene, niti niso prvič, ne? Ampak zdaj pa, če pogledava midva mačken širši okvir tega, vidva nekaj. V Sloveniji imaš ti množico ljudi, ki je nezadovoljnih zaradi, ne vem, obvoznice, ki bojo uničile metulje, vetrnice, ki bojo škodovale ptičem, in pa seveda tudi bolj nevarne skupine, to so pripadniki bivše jugoslovanske ljudske armade ali njihovi potomci, in Postojna je bila nek tak center te jugoslovanske ljudske armade, tukaj bilo je vrsta vojaških blokov, in te potomci ali pa tudi sami pripadniki še danes živijo v Postojni. Torej, to je skupina, ki je vedno pripravljena na nek trigger, na nekaj, skratka, nek sprožilec. Če te prav razumem, njih moti, da NATO izvaja vaje na Počku. Z njimi nekdo manipulira. Aha. Z njimi manipulira in ti zaženejo potem vik in krik in se povežejo z drugimi nesrečnimi skupinami, katere vse niti vodijo do teh mirovnih inštitutov Open Society in teh družb. Skratka, ne gre za tako mil, ali pa bi rekla samo neko muho Karla Erjavca, ampak gre dejansko za bistveno širšo zgodbo. Mi vemo, da je Karl Erjavec pro-rusko usmerjen, to ni nikoli niti skrival, ampak nasprotno se je zelo hvalil s tem. Janez Škrabec se verjetno strinja s to tvojo trditvijo? Ne, Slovenija je pa vendarle članica NATO in mi vidimo svojo prihodnost in svojo varnost samo v okviru NATO, in zato je jasno, da je vlada sklenila z Združenimi državami Amerike tudi dogovor o teh vajah. Torej, to, kar je Erjavec omenil, da se ne bi smelo streljati, je udaril mimo, in zdaj pa ne vem, a se spreneveda, da ne ve za ta dogovor, ali pa je na podlagi, torej da je sprožil to skupino bivših pripadnikov JLA, ki so potem kot civilna družba nastopili v Postojno, se bojo streljali po nas in ne vem kaj. Pri tem pa so vsa leta do sedaj to uspešno skoordinirali in z župani in z vsemi in nikoli ni bilo nobenega problema. Skratka, zadeva je, bi rekla, za Erjavca bistveno bolj obremenjujoča kot samo Miha Škrbinc. Ampak gre tukaj bolj za nacionalno varnost. Miha Škrbinc je pa zgolj človek, na katerem se on sprazni in ga je uporabil in ga tudi izpostavil v medijih. On je v bistvu sam šel v medije s to idejo, da bo po Postojni streljali, da bo ne vem kaj. Ja, tudi na dnevu zlorabo je tudi proslavo za dan vojske, kjer je imel en govor v stilu Tita, kjer je govoril, da ne bomo dopustili, da bi vznotri rušili in tako naprej. Ampak tole sem hotel te vprašati, Sebastian. Zdaj, če OVS, se pa obveščevalno-varnostna služba, preverja neke govorice po vojski, kaj potem počne vojaška policija? Zdaj,
v tem primeru, čeprav razumem, je bilo spet zanimivo spremljati tisti del stroke, ki je branila Karla Erjavca. Čeprav razumem, OVS ima pristojnost, da izvede obveščevalni nadzor, vendar potrebuje za to ustrezno odredbo. Ja. Recimo v primeru, da bi načelnica generalštaba vložila kazensko ovadbo proti neznani osebi ali konkretni osebi, bi to lahko bil nek korak na poti do ustrezne procedure za opraviti ta nadzor. Tako, v tem primeru pa tega ni bilo. Je bilo torej celoten postopek opravljen mimo ustrezne procedure, kar je seveda velik prekršek. Recimo podobna zadeva je bila pri Janku Webru. S tem, da če mene vprašate, je imel takrat on dosti več argumentov, da je recimo OVS-u naročil analizo, kaj pomeni prodaja Telekoma za nacionalno varnost, glede na to, da ni razrešeno številno vprašanje, kar se tiče določenih kablov in kritične infrastrukture in podobno. Ampak tudi tam je šel mimo ustrezne procedure. Tako da tudi v tem primeru je zato zanimivo videti medijske spine in obrambo na podlagi dela zakona, ki verjetno res drži, in prikrivanje dejstva, da so bili koraki, predvsem pa motivacija za to početje zgrešeni. Prej si pa vprašal, kar se tiče spoštovanja vojakov do ministrov. Mi že dolgo lahko vidimo, da je vojska na psu, tudi vojaki sami opozarjajo odgovorne in javnost na to. Že v prejšnjem mandatu smo recimo videli, da ministrica Andreja Katič ni uživala avtoritete in zaupanja vojske, se je kar nekaj velikih zadev izvedla iz medijev, namesto da bi jih izvedla neposredno od vojske. Skratka, stanje je res katastrofalno in vprašanje je, kdo bi sploh lahko danes užival avtoriteto vojske in bil ob tem civil, torej upravljal civilni nadzor nad vojsko, ker verjetno enega generala pa ne moremo dati za ministra. Tako da vsekakor zapleteno vprašanje, ampak kot je rekla Lucija, smo člani NATO, smo člani torej nekega zavezništva, ki nas opozarja, da z našo vojsko ni vse v redu. Američani so se tudi pobrali takrat iz Slovenije, ko jim je bilo prepovedano opravljati nočne vaje. Čeprav je bilo rečeno, da ne bo posledic, tako sta rekla in Miro Cerar in Karel Erjavec, so bile posledice takojšnje in bojo pa še verjetno druge, ki jih niti ne čutimo. Zdaj, problem tega OVS-a je v tem, da oni lahko nastopijo takrat, kadar je ogrožena varnost. Vojaška policija ima sicer neke policijska pooblastila lahko, tudi OVS, vendar mora biti sum storitve kaznivega dejanja. Tukaj pa ni nobenega kaznivega dejanja, niti ni bila ogrožena. A so bile govorice, oprosti Lucija, v Jugoslaviji kaznivo dejanje? V bistvu ne. Ne. Prav, že takrat niso bile. Ne. Tudi tisti, ki so bili v Udbi, pa so zdaj še recimo v OVS-u, če je kakšen tak, bi težko mislil, da to še velja, da je kaznivo dejanje govorica. Seveda ne. Mislim, to, kar je, to hočem reči, dejansko je OVS prekoračil tudi svoje pooblastila na izrecno zahtevo ministra. Tukaj gre za zlorabo uradnih pooblastil, zelo verjetno. Vse se nagiba vedno bolj, ko gledam predpise v to smer. In v to smer, če se bomo tako odločili z gospodom Škrbincem, bova tudi podala naznanitev suma storitve kaznivega dejanja. Zaenkrat pač to pregledujeva in študirava. Gre pa dejansko za šlamastiko. Namreč nekaj moramo vedeti, kot je rekel Sebastian, meje so propustne, država ni varovana, vojska bi morala varovati meje skupaj s policijo. Policija to dela v mirnodobskem času, ampak potem je bila sprememba zakona, da lahko tudi asistira policiji in vojsko še kako potrebujemo. Zdaj pa neko soliranje izven NATO, pri tem, da sploh si seveda tega ne moramo privoščiti, je za državo lahko zelo usodnega pomena. Ampak niste mi odgovorili na vprašanje, ali če se izkaže za resnično to, kar pač dejansko ta hip že vemo, ne moramo pa dokazati, da je bila načelnica generalštaba nazdravljena v psihiatrični bolnišnici, ali ona še lahko uživa zaupanje sovojakov oziroma ali je sploh še primerna za tako odgovoren položaj? Zdaj je tako. Verjetno v tujini taka oseba ne bi bila primerna za položaj. To bomo odkriti. Ne bi bilo boljše za celotno situacijo, recimo, če simuliramo, da bi ona odstopila iz osebnih razlogov,
Tako. in bi šla vojska lahko nemoteno naprej, kot pa da se zdaj spušča v neke pač očitno najmanj vprašljive pravne postopke Mislim, do jaz se ona svojih smili, podrejenih. ne. Hkrati je tudi producenta naše oddaje, našega kolega Bojana Požare, kazensko ovadila. Ne? Ja, pa To so je ji pa ne najmanj smeli. nenavadno. Ja. Tako da ne vem, a to ne ogroža bolj slovenske vojske, kot pa to, kaj naj bi mogoče, če sploh kaj Miha Škrbinc rekel na enem postroju v Vrhniki enega Poglej, ponedeljka. po eni strani smo mi še predvsem mačistična družba, vojska kot taka pa je sploh seveda moška zadeva in moška domena. Pri nas nimamo tega izraelskega načina vojske, kjer je pač ženska ravno tako vojakinja. Bova vprašala Sebastjana, ko on je bil v vojski. Ti si bil še v JLA, Sebastian, ne? In to v Makedoniji. V Makedoniji. Preden je Evo. postala Severna Kako Makedonija. je to svet majhen? Sebastian, kako ti to vse skupaj komentiraš? Tudi s to izkušnjo pač služenja. To je, JLA. mislim, da je to najprej neprimerljivo. Ne? Tisto je bilo bolj neko taborništvo v tistem času, ampak zelo zanimiva izkušnja, za ene traumatična, za ene čisto pozitivna in lepi spomini. Jaz mislim, torej premalo poznam res situacijo v Slovenski vojski, da bi lahko bil krivičen, če bi komentiral načelnico generalštaba. V vsakem primeru je že vprašanje avtoritete ministra seveda na tnalu, še bolj pa seveda vprašanje načelnika generalštaba, kjer pa gre za sam ustroj vojske, kjer bi moralo biti in spoštovanje in avtoritete in hierarhija, brez da se kdorkoli o tem sprašuje. V vsakem primeru vojska je v globoki krizi in nič ne kaže, da se bo recimo v tem mandatu, če ne bo neke radikalne spremembe, karkoli popravilo. Lahko se vlaga več denarja v to, ampak ne bo to rešilo vseh problemov. Sicer pa, kar se naše varnostne situacije tiče, mislim, da je danes dosti bolj pomembna policija in ukrepi za torej nadzor meje, kjer je pa policija tista, ki je prva na prvem mestu. Ne. Ja, sam jih je premalo. Absolutno, premalo opremljeni tukaj, kot razumem, vlada je sprejela za nekih 15 milijonov ukrepov v tej smeri. Vprašanje je, ali bo to dovolj, predvsem tudi zaradi dogajanja v naši okolici. Ne samo popolno zapiranje na Madžarskem in na Italiji, ki zdaj postavlja nas kot nek lijak, ampak tudi izjemno nevarno dogajanje na Balkanu, kjer je Kosovo, na robu vojne in Kosovo in zna zavreti tudi v Makedoniji. Vse bolj se govori odkrito o projektu Velike Albanije in izjemna nervoza je na terenu, tako da ampak tudi, kar se tega tiče, mislim, da ni vojska tista, ki bo bistvena za varnost Slovenije, ampak drugi ukrepi. Je pa res, oprosti, Sebastian, da imamo kar velik kontingent slovenske vojske na Tudi Kosovu, na Kosovu, ja. in da je ena izmed temeljnih nalog obveščevalno-varnostne službe, se pravi OVSA, da skrbi za varnost slovenskih vojakov v Sloveniji in še posebej v Jaz upam, tujini, da ne. dol na terenu to tudi počnejo. Ne? Zdaj, tudi ko imamo recimo popolno krizo vodenja neke institucije, še vedno verjamem, da obstajajo odgovorni ljudje na terenu, predvsem tisti, ki jih nikoli ne vidimo, ne? Ja, Tako absolutno. kot lahko vidimo iz kakega filma, in verjamem, da imamo vsaj te odgovorne na terenu, ki svojo nalogo dobro upravljajo. No? Upam za dobro naših vojakov. Jaz mislim, da prvič je vojakov nimamo toliko, kot smo se zavezali, da bi jih morali imeti. Drugič, tudi proračun za obrambo imamo tako nižji, imamo pustimo nižji, zdaj te detajle, pustimo te stare vzorce, Lucija. Ja, vem, z novimi vzorci naprej. bomo težko šli, ne? Mislim, zato, ker kot je rekel Sebastian, mislim, situacija na Balkanu je izjemno kritična. Dejstvo, ki jaz lahko povem z Albanci, ki se pogovarjamo v Ljubljani in so čist normalni ljudje, ampak njim je velika Albanija postalo, mislim, tisti cilj. Na dosego roke, ne? Tako je. Prvič v zgodovini. Prvič v zgodovini in ko se mi ješ nekako še probam jim razložiti, da so oni mačka drugačni, kot so pa oni, kar so še pred leti sprejemali, čist normalno, da seveda so oni drugačni in da danes te razlike več ne priznavajo, čeprav med nami rečeno so drugačni, so bolj razviti, a ne, poseben te, ki so 30-40 let v Sloveniji, ampak se pa ta nagon po svoji državi, a ne, in po združitvi, ti moš vedeti, mi imamo Albance v Makedoniji, imajo tam že skoraj svojo državo, Kosovo, Albanija, potem imamo Črno Goro, ne, zdaj v Sloveniji jih imamo tudi že kar veliko, tako da Albanci postajajo dejanski
bi rekel, dejanski podatek, a ne, in se je treba tukaj jih resno imeti. Tokrat bi rekel, da imajo Srbi prav, da se počutijo ogrožene, ne počutijo se prvič, ampak prej smo nekako mi kot zatirani Slovenci bolj solidarizirali z Albanci, tokrat pa bi rekel, da bolj z Srbi. Tako da... Še zadnji dve vprašanji imam za vaju. Lucija, zate najprej, a se Miha Škrbinc lahko po pravni poti vrne na svoj položaj? Mislim, da se bo. In kako se bosta potem gledala za Alenko Ermenc? Jaz sem prepričana, da gospe Alenke Ermenc v kratkem ne bo več na tem delovnem mestu, ker bi bilo tudi edino pametno in pošteno do nje. Ne? Tako da meni je ona žrtev. Meni se zdi ona žrtev. Je možno, da je bil tak scenarij odzadaj, da je ves čas ciljala v bistvu na njeno funkcijo, pa se je tja poskušal koga drugega pripeljati? Jaz ne verjamem v neko pamet teh ljudi. Če se jim slučajno kaj zvali, se posveti. Bo treba, ja, tudi sreča, veš, tudi lepa kura zrno najde. Ja, treba bo začeti verjeti. Sebastian, zate pa vprašanje, v bistvu rekli smo trikrat pokopani Karl Erjavec. Afera Patria ga ni odnesla, afera arbitraža ga tudi očitno ni še odnesla. Ali ga lahko odnese afera Slovenska vojska? Trenutno mislim, da ustreza predsedniku vlade, da ima oslabljenega Erjavca, ki je priden, ki ne bo razbijal škatelj. Jaz mislim, da ni dovolj pritiska in glede na slovensko politično kulturo ni neke tradicije sprejemanja odgovornosti, tako da dajmo reči, trenutno dvomim v to, se pa seveda lahko stvari tudi spremenijo. Mislim, da bo bistveno dovoliti komisiji, da do konca opravi svojo nalogo, izda končno poročilo za oba primera, tako kar se tiče te preiskave OVS-ja, kot kar se tiče arbitraže, in šele potem, ko bodo določene zadeve lahko razkrite. Ker kot razumem, zadeve so zaupne v tem trenutku ne zaradi tega, ker bi šlo res za neke velike skrivnosti, ampak zato, da lahko preiščejo zadeve in da lahko ljudje pričajo, recimo na komisiji, brez nekega pritiska, dosti bolj sproščeno. Ko bo pa enkrat zadeva zaključena, se bo lahko ugotovilo, tako kot se je, recimo, kar se tiče prisluškovanja Hrvaške in tako naprej po tisti zadnji aferi, in takrat bo lahko komisija tudi javnosti kaj več povedala. Politično prihodnost te koalicije pa zaenkrat se drži zelo stabilno, tudi rezultat na evropskih volitvah je, dokaj stabiliziral dve ključni stranki in vse ostale, ki so na kolenih, so pa zaradi tega pridne. Tukaj je mogoče še najbolj nekako v vzponu Alenka Bratušek, ki je uspelo vsaj ta poraz, vsaj simbolno omiliti, torej ni dobila poslance, je dobila pa izjemen rezultat glede na moč njene stranke. Tako da v vsakem primeru do poletja bomo lahko preživeli, kakšna bo pa politična jesen, pa danes težko napovemo. Alenka Bratušek je dobila glasove samo Angelike Mlinar, vsi drugih glasov v bistvu stranke. Odlična poteza je bila izbira tega, bom rekel, čisto iz PR-ovskega vidika, za razliko recimo od SMC-ja, ki je doživel popolno blamažo, in predvsem Desusa, ki je imel pa torej, lahko rečemo skoraj da zagotovljen na pladnju mandat glede na odločitve velikih akterjev stare levice, je bil pač gospod Šoltes tako slab v sami kampanji, da je te obljubljene glasove enostavno izgubil. Tako da v primerjavi z vsemi ostalimi je Alenka Bratušek vsaj dostojno izgubila in si celo okrepila nekako svoj položaj tiste marginalne stranke, ampak stranke, ki ima neko perspektivo za naprej, za razliko od SMC-ja pa Desusa, ki pa mislim, da brez neke velike integracije neke prihodnosti več nimajo. V redu, Alenki Bratušek smo že posvetili eno oddajo, ne bomo ji še ene, tako da Lucija Šikovec-Ušaj, magister Sebastian Jeretič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil jubilejni 300. Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali, kdo plačuje davke pri nas in kdo o njih zgolj govori. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.